Gospod Janša, v zadnjem mesecu se soočamo z množicami tako imenovanih beguncev ali migrantov, večinoma arabskega porekla, ki prodirajo proti centru Evrope. Vemo, kako je ukrepala Madžarska in se zazveda pravočasno pripravljati napad teh ljudi, potem so je slovenska vlada rahlo zaspala. Nemčija in Avstrija napovedujeta zaprtje meja, zna se zgoditi, da bo velika množica teh ljudi ostala ujeta pri nas. Kakšne rešitve za reševanje te krize predlagate vi kot izkušen evropski politik, ne samo pri nas, ampak na nivoju celotne Evrope, oziroma v večjem mednarodnem prostoru? No, tega problema Evropa na svojem ozemlju ne more rešiti. Trenutno je na svetu več kot 50 milijonov beguncev oziroma razseljenih oseb. Tega problema ni možno rešiti na ta način, da se te milijone sprejmemo v Evropi. Ker če bi se to zgodilo, bi tudi Evropa postala natančno takšen prostor, iz katerega oni zdaj bežijo. Lahko seveda Evropa na pametni način pomaga, da se ta problem rešuje tam, kjer nastaja. In tukaj je bilo veliko zamujenega in del teh kritik je upravičen. Ravno zaradi teh zamud, ko se ni pravočasno reagiralo, ker vojna v Siriji je že leta, Libija je postala nedelujoča država že pred leti, v Iraku je ta islamska država že pred 4 leti začela to ofenzivo. Afganistan, vemo, koliko časa to traja. Zato, da se lahko začne reševati ta problem na izvoru, vseeno mora Evropa nekaj narediti za to, da bo svoje meje zavarovala. Ne celotna Evropska unija, ampak večina držav nas je v Schengenu, kar pomeni, da imamo zunanjo mejo. Del te meje je tudi meja med Slovenijo in Hrvaško. Hrvaške Evropske unije in po šengenskem območju. In po evropskih predpisih, tudi po naših predpisih, je to trdno varovana meja. Recimo zato nek turški ali pa nek kosovski državljan, zato da lahko vstopi v to šengensko območje, potrebuje proceduro, ki pa neko traja tudi več mesecev. In mora dokazati, da ima sredstva za preživljanje, da se v počasu, ko bo viza iztekla, da se vrne domov in tako naprej. S tem valom beguncev, ki je prišel v Evropo, ampak se je začel intenzivno večati od aprila letos naprej, je ta sistem padel. Praktično noben od teh, ki smo jih videli stati v kolonah, bodi si pred našo mejo, na srečo zelo kratek čas zaenkrat, predvsem pa na meji med Srbijo in Madžarsko, noben od teh ni izpolnjeval teh kriterijev. Niti ni izpolnjeval kriterijev po Dublinskem sporazumu za prosilca za azil, kjer je tudi v tem primeru procedura predpisana, ki se vlada ni spoštovala. Zdaj, ker po tej združitvi leta 2004, po tej veliki širitvi Evropska unija, šla pred neko prvo resno preizkušnjo, glede bistvenega vprašanja, ker meje vsake skupnosti so bistveno vprašanje, smo padli na izpitu in zdaj delamo popravnega. Kar se aktualne situacije tiče, je v Bruslju veliko upanje, da bo zima ustavila ta val in da se bo preko te zime našlo rešitev. Zdaj, po informacijah, ki jih imam jaz, je to precej optimistično pričakovanje. V vsakem primeru pa je čeprav zamudo
se je potrebno sprejeti, bi morala mednarodna skupnost izvesti vrsto ukrepov, ki jih ni, predvsem zato, da se razmere stabilizirajo. Na ta način, če prenehaj spopadi v Siriji pa v Iraku, pa v Afganistanu, potem beguncev, ki bežijo pred vojno in spopadi ne bo več, bodo pa še vedno ekonomski migranti, ki po glavnem prihajajo iz afriških držav, kar je pač drug problem. Tam je potrebno okrepiti razvojno pomoč. Ta leta zamude so povzročila, da danes na voljo ni nekih zelo enostavnih rešitev. Kot običajno, najbolj zato nam nihče odgovarjal. Zdaj, kar se Slovenije tiče, če bi ta val, ki je šel čez Hrvaško, pa je šel potem na Madžarsko, prišel čez Slovenijo, jaz mislim, da danes te vlade ne imeli več. Ki je dejansko bila popolno nepripravljena in se skupaj razpadlo. Smo situacijo, čeprav je stvar trajala samo 3 dni, ko so morale humanitarne organizacije skrbeti ne samo za begunce, ampak tudi za prehrano policistov. Niti tega ni bilo splanirano. Zdaj so kakšne boljše priprave izvedene v tem času, smo ga dobili predvsem po milosti Madžarske, ki ni zaprla meja s Hrvaško, čeprav je to napovedala, jo težko rečem. Mislim pa, da če se ta val še naprej krepil, glede na današnjo najavo Višegrajske skupine, da bo Madžarska zaprla meje. Višegrajska skupina se je namreč dogovorila, da bodo policijske sile Češke, Slovaške, Poljske in Madžarske skupaj varovale madžarsko mejo. Kar seveda pomeni, da bo šel potem verjetno ta val do Nemčije, dokler bo Nemčija še sprejemala begunce, je pa to tam zelo hud notranji politični problem, poleg vsega ostalega, še pač ta val čez Slovenijo. Res je, da pač ti ljudje ne želijo ostati pri nas, si želijo v Nemčijo, prepričani so, da jih Nemčija vabi deloma, pa še to prepričanje je utemeljeno, koliko časa še bo. Problem pa lahko nastane, velik problem za Slovenijo pa lahko nastane, tako kot ste sami omenili v vprašanju, takrat, ko se to ustavi in ko je še nekaj 100 000 ljudi na poti, potem bo blokada, bo ta gneča nastala pač pred tistimi mejami, ki bodo bolj varovane, ker je Schengen v veliki meri razpadel kot sistem. Madžarska, ki ga je edina skušala izvajati, je bila močno kritizirana po evropskih medijih. Doživeli smo situacijo, ko se je tudi zelo grobo kritiziralo tudi naših medijih, da ne govorimo o izjavah uradnih predstavnikov, ko se je napadala tistega, ki se je vsaj trudil za to, da bi spoštoval veljavni evropski pravni red. Za Nobelovo nagrado se predlaga tiste, ki tega niso. Treba vprašati, kaj je usoda Evrope, če bi to postavil neko tudi moralno vodilo. Ampak, da ne končamo samo pesimistično. Tam nekje od začetka oktobra je vseeno mednarodna skupnost na višjih obratih. Če ste sledili ta dogajanja, vsaj na površini, se vključuje Turčija v reševanje tega problema, Jordanija, Libanon, ko se v milijardah veča ta pomoč za to, da se tem ljudem pomaga pač čim bliže.
njihovih matičnih držav. Zdaj, tukaj so neki realni resursi angažirani in gredo koraki v pravo smer. Pa to bitka s časom bomo videli, če se bo ta čas, ki je bil izgubljen, dalo nadoknaditi. Zdaj, zgolj govorjenje o tem, da moramo biti solidarni, to ne pomaga nikomor. To ne pomaga nikomor. Tukaj je še en zelo pomemben element. Ti ljudje, recimo, ki zdaj bežijo iz Sirije, to je njihov srednji razred, kakšen pač je v Siriji. Sirija tudi ni bila najbolj zaostala država, kakkoli si mislimo pač diktatorja Asada. Ti ljudje so nekaj časa čakali, predvsem v Turčiji in Jordaniji, da se bo situacija doma umirila in da lahko odšli domov. Minila so leta, situacija se ni umirila, je postajala čedalje slabša, mednarodna skupnost ni bila nobenih resnih formul za rešitve in so počasi obupali. Tu države, ki so bile najbolj obremenjene s tem, so počasi obupale in tam nekje aprila letos so se v turških, jordanskih, tudi v sirskih časopisih na ozemljih, ki so še pod kontrolo Asada, naenkrat začeli pojavljati prispevki o evropski azilni politiki, o tem, koliko nek prosilec za azil dobi na mesec, če zaprosi za azil v Nemčiji ali na Danskem. Cele tabele so bile objavljene, vse od Madžarske, kjer je ta denar praktično zelo nizek, do Danske, ki je imela do spremembe pred enim mesecem mesečno nadomestilo samskemu prosilcu za azil 1600 evrov. 1600 evrov. Za družino bistveno več. Ko so ljudje, ki so bili že 3 leta, recimo, v teh taboriščih to brali, se to v njihovem jeziku, je bilo odločitev zelo enostavno. Hkrati so še posebej v Turčiji, kjer so podjetni, v Istanbulu predvsem, naenkrat zrasle te posredniške nepremičninske agencije, ki so tem ljudem ponujale, da jim uredijo prodajo premoženja doma, koliko ga je bilo in so podjeti začeli za nekaj 10% realne vrednosti prodajati hiše v Siriji, v Iraku, pač vrtniške delavnice in tako naprej in s tem denarjem potem potovati na zahod. To, kar smo mi videli na televiziji, se pravi te kolone ljudi, ki peš grejo, to je zelo majhen del tega begunskega vala, ki je prišel v Evropo. Večinoma tega pač za njihove razmere premožnejšega srednjega razreda si organiziralo, rekel, bolj podobne oblike prevoza in tudi prestopov čez mejo, še vse na Madžarsko v prvem trenutku s kontakti, ko jih je pač nekdo z avti počakal in ko so šli čez šengensko mejo, ni nobene kontrole več bilo. Tako da v Nemčiji je po ocenah njihovih služb najmanj še enkrat več, kot jih je registriranih, enako v Skandinaviji in tako dalje. Tako da ključen problem, ki pa nastane s tem, pa tudi s tem, če se recimo do konca sledi tem pozivom, kako je treba te ljudi vse sprejeti v Evropi in jih integrirati, se postavi vprašanje, kaj pa bo potem z njihovimi matičnimi državami, če bodo vsi šolani ljudje od tam odšli. Tudi če se tam spopadi ustavijo z vojaško silo, kdo pa tiste države normaliziral. Bo to večen problem. Tako da ta vabila, ki so recimo prišla z Nemčije, tudi z nemške industrije, češ kar pridite, se mi rabimo delavce in inženirje še posebej. To je zelo sebično, bolj kot Nemčija jih rabi Sirija, če se recimo, če nočemo, da bo ta problem stalno na vratih Evrope, še desetletja. Vidimo, recimo, posledice takšne kratkovidne politike vidimo v Bosni. Bosna in Hercegovina je danes
sicer izginila iz prvih straneh časopisov, ker ni spopadal. Vsako leto, ko je ta slovesnost v Srebrenici, je spet v središču pozornosti, takrat se potem malo ve in piše. Bosna je v bistvu evropski protektorat, kamor Evropska unija, tudi mi vsi skupaj vsako leto pošiljamo stotine milijonov evrov. Ključno besedo ima naš rojak Valentin Inzko, ki je visoki predstavnik Evropske unije, ki je v bistvu guverner Bosne, ki lahko razveljavi zakone, pa da veto ali pa prekliče v bistvu kakršnokoli kadrovsko odločitev. Skratka, to ni država, ki bi funkcionirala, ker korupcija cveti in birokracija in brezposelnost zelo visoka. In en ključnih razlogov je tem, da so ne vsi, ampak recimo velika večina šolanih ljudi se je iz Bosne izselila, tako drugačne. Mnogi so bili tudi pobiti, ampak velika večina se jih je izselila in se ni vrnila. So danes zdravniki na Švedskem, v Švici, igrajo nogomet, ne vem kje, in so njihovi državljani že, so inženirji v teh podjetjih ali pa delavci v teh podjetjih, izobraženi. V Bosni jih pa ni. In zdaj, to napako ponavljati z napačno politiko, tudi pri državah, ki so bistveno večje, je zelo kratkovidno. Tako da tukaj bo potreben premislek znotraj Evropske unije, hitra sprememba mnogih predpisov, predvsem pa neko poenotenje v tem smislu, da ne bomo imeli znotraj iste skupnosti države, ki bodo ljudi vabile in države, ki bodo pač postavljale meje. To enostavno ne gre, če imamo skupne meje, če imamo skupne politike, enoten trg in tako naprej. To je resno vprašanje, dejansko je ta tako imenovana migrantsko-begunska kriza pač od konca hladne vojne največja preizkušnja za Evropsko unijo. To vpliva nas. Mogoče se mi tega čisto ne zavedamo, temu tako je.